Prvo gostovanje v Sežani po dolgem času se je končalo z nepričakovano visokim porazom po dobrem prvem polčasu, a neizkoriščenih priložnostih po mrku v drugem polčasu na koncu z 1:4. Bili smo slabi v vseh fazah igre, nismo enostavno imeli, najlažje bi bilo reči, našega dne, to pomeni, nismo bili razpoloženi, da bi se najprej prilagodili razmeram, ki so specifične, katere nimaš vsakič, in nasprotnik je to s pridom kaznoval. V primerjavi z zadnjimi tekmami nekaj sprememb v ekipi za voljo kazni in poškodb. Po dolgem času sta v prvi enajsterici začela Martin Milec in Aleksandar Rajčević. Tekma se je začela na najslabši možen način. Sikimić je dobil zračni dvoboj, odložil žogo Bongonguju, ki je zatresel v 7 minuti za 1:0. V nadaljevanju v 11. minuti prva priložnost, po podaji Mileca je Zahović prišel do soočenja, podal do Kronavetra, njegov poizkus pa je Azinović preusmeril v kot. Po kotu priložnost za Rajčevića. V 30. minuti je imenitno z leve strani podal Mitja Viler pred gol, Rudi Požeg-Vancaš pa čez gol. Le 3 minute kasneje dober presing na polovici domačih, Hotić je žogo spravil do Zahovića, toda ostale pri prednosti 1:0 za domače. V 38. minuti pa vendarle izenačenje. Pirić je takoj vrgel žogo do Hotića čisto do domačega kazenskega prostora, v nadaljevanju akcije se je žoga odbila do Zahovića, ta pa je zabil za 1:1. In še pred koncem polčasa še ena sjajna priložnost. Po udarcu Kronavetra je domači vratar izbil do Zahovića, ta pa je zadel vratnico. Začetek drugega polčasa precej podobno kot v prvem polčasu. Prvo priložnost so domačini izkoristili, Horvat je podal z desne strani, Sikimić pa z glavo zabil za 2:1. V 52. minuti priložnost za izenačenje, toda Zahović iz desne strani v domačega vratarja. Namesto izenačenja pa povišanje vodstva. Martin Milec je prekratko podajal nazaj vratarju Piriću, mešal se je Bongonguj in prišel do svojega drugega gola na tekmi. Do konca tekme številne menjave, toda brez spremembe rezultata. Potem pa v končnici najprej po kotu Kronavetra v 90. minuti Tavares z glavo preko. Domačini pa so iz protinapada v 91. minuti poskrbeli za končni rezultat. Tabor Sežana, Maribor 4:1. Po neuspešnem gostovanju naslednja tekma prihodnjo soboto v Ljudskem vrtu, Maribor Celje. Nismo bili pravi, to je jasno. Tudi tistega trenutka, ko bi lahko povedali, nismo izkoristili na koncu prvega polčasa in tekma je šla v čisto drugo smer, kot smo si želeli.